Slavje 11. trenutki, ki jih je Maribor že vajen. Toda ko kapetan Marko Tavares in soigralci dvignejo pokal, se vedno znova sproščajo posebni občutki. NK Maribor ostaja vladar nogometne Slovenije in ni bilo dileme, komu bo pripadla čast, da dvigne v zrak nov pokal Nogometne zveze Slovenije, ki je bil tokrat pretežak, da bi ga lahko zmagovalnega odra spustili med navijače na potovanje po ploščadi. I'm very happy to be captain of NK Maribor. Today was amazing because we have a little bit of samba and the party was great. The keeper was very nice. We do everything and now we can say congratulations for everyone, for the players, for the trainers, for the directors and for Viole. Skupen projekt je bil znova natančno izpeljan, namen je dosežen, poplačan je trud celotne sezone s pokalom v rokah in medaljami okoli vratu. To je en maraton in zelo težko je osvojiti prvenstvo in veliko truda smo vložili in dosti treningov iz vsega in to je velika nagrada na kraju naslov. Slovenski nogometni maraton ima zdaj že stalnega zmagovalca. Tretjič zapored, četrtič v zadnjih 5 letih je Darko Milanič popeljal vijoličasto četo najhitreje do cilja in v tem obdobju usmerjal tudi razvojno pot moštva. Zelo zahtevna sezona je za nami, zelo uspešna sezona, v kateri smo bili dominantni. Jaz sem fante danes tako bolj od zadaj opazoval in vidi se, da smo vsi skupaj postali starejši, da je že nekaj poti prehojene za nami, da imamo bistveno več izkušenj, da ne bom rekel, da je zdaj to že navada, vendar smo podoživljali ta naslov že skozi prvenstvo. Spremenili smo se, bolj uspešni smo kot ekipa, kot smo bili pred nekaj leti, to čudijo tudi fantje. Nedelja v Ljudskem vrtu je menila ob novi množični vijolični zabavi že v popoldanskih urah, s pestrim spremljevalnim dogajanjem na južni ploščadi pred tekmo in presenečenjem med polčasom, ko so kronanje prvakov popestrili tudi nekdanji nogometaši iz minulih šampionskih sezon, ki so sodelovali pri osvajanju naslovov in bili med začetniki zgodbe, ki jo nadaljuje zdajšnja generacija. Vsi povabljeni se zaradi obveznosti v tujih ligah niso mogli udeležiti slavja, so pa kot posebni gostje z veseljem prišli Josip Iličić, Siniša Anđelković, Etienne Velikonja, Dejan Školnik, Dragan Ilić in Luka Krajnc. Zadnjo ligaško tekmo sezone 2012-2013 bomo pomnili po 4 golih. Revijo učinkovitih potez v vijoličastem, skupaj 80 med popotovanjem do 11. naslova, sta zaključila Robert Berić in Marko Tavares. Beriću je bil to 13. prvenstveni gol, Tavaresu pa 17. za dvojno slavje, tudi za potrditev naslova prvega strelca lige. Aluminij se je od prvoligaške druščine poslovil z neodločenim rezultatom in 2 zadetkoma, natančna sta bila Mitja Rešek in Robert Kureš. Med zaključnim dejanjem je bil v taboru prvakov storjen še en korak skrbi za prihodnost. Priložnost so v prijetnem ambientu dobili tudi 3 najstniki Ranko Moravac, Dino Hotić in nasploh prvič v članski konkurenci 17-letni Luka Zahović. Ob uspešni preteklosti in sedanjosti se ves čas razmišlja o prihodnosti. Vse se počne, da bi se zgodba o uspehu nadaljevala. Predsednik Drago Cota razkriva, kakšen je recept za šampionski Maribor. Jaz se, bom rekel, v športni del ne spuščam preveč, mislim, da so to drugi zadolženi. Mislim pa, da je klub, bom rekel, kar v redu organiziran in da, bom rekel, imamo prave ljudi na pravem mestu. Jaz mislim, da je to glavno vodilo uspeha. Slavje v Ljudskem vrtu pa v nedeljskem večeru ni trajalo predolgo. Ni še konec, ni še čas za počitnice. Ponedeljek zjutraj se je ekipa že vrnila na prizorišče proslave, ampak na trening. V sredo bo v Kopru šlo za dvojno krono, za potrditev prevlade na slovenskem prizorišču. Željo, da se v dvoboju s Celjani med izjemno sezono po naslovu prvaka in Lige Evropa pride še do pokalne lovorike.